Danes ste na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije postavili vprašanje zaradi problema zdraviliškega zdravljenja po operaciji kolkov pri starejših. V čem je problem? Ja, pred kratkim so bila spremenjena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v zvezi z zdraviliškim zdravljenjem po operacijah kolka, med drugimi tudi, in to seveda zadeva predvsem starejše ljudi, in te spremembe so v tem smislu, da pravzaprav po našem mnenju se omejujejo pravice starejših do tega zdraviliškega zdravljenja, predvsem v tem smislu, da je bilo doslej to zdraviliško zdravljenje omogočeno tem bolnikom takoj po odhodu iz bolnišnice, zdaj pa to ni več tako. In bolniki so odpuščeni domov oziroma v negovalno bolnišnico, če je prostor, oziroma zdaj se pojavlja torej problem, kam s temi bolniki, ki niso sposobni za samostojno življenje po tej operaciji. In zato mi mislimo, da vendarle ni bilo dovolj komunikacije med zavarovalnico in stroko, kako ta problem rešiti. Sigurno seveda ne moramo odpustiti pacienta v zdraviliško zdravljenje, če za to ni primeren, ampak po drugi strani ga pa ne moramo kar odpustiti domov, če ni sposoben, da sam za sebe poskrbi oziroma nima svojcev, da bi za njega. Iz negovalne bolnišnice, na primer, ni sledilo zdraviliško zdravljenje? Ja, pa tudi ni nujno. Poleg tega so kapacitete negovalnih bolnišnic zelo omejene in malo jih je, in dejansko je ta problem se pojavil, ker te bolniki niso vedeli, kako in kaj z njimi. Ker zavarovalnica jim je pa zavrnila zdraviliško zdravljenje v tistem trenutku. Zaradi česa? Češ, da je treba počakati daljše obdobje in potem to tudi v postopku drugače regulirala, da to napotitev opravi osebni zdravnik na primarni ravni. In skratka, s tem je prišlo do nekega vakuma v tem obdobju, predvsem za tiste bolnike, ki niso bili sposobni iti domov. Ja, v kakšnem smislu niso bili sposobni? Ni bila zaceljena rama? Rehabilitacija kolka ni bila opravljena, to se pravi, niso bili sposobni hoditi in skrbeti sami zase. Aha. In kako je v praksi potem to? Ja, idealno je to, da gre tak bolnik po tej operaciji na rehabilitacijo, da ga usposobijo, da lahko sam hodi. Poglejte, na zavarovalnici so rekli, da so jih pošiljali na zdraviliško zdravljenje paciente, ki še niso imeli niti zaceljenih. Ja, stroka to zanika. Kaj je res, je pa treba ugotoviti. Aha, tukaj je problem. Tako. In ste že dobili morda kakšen odgovor na to vaše vprašanje? Pravzaprav ne. Rekli so danes v odgovoru predvsem to, da smo mi ta pravila že sprejeli, da so bila dolg čas v obravnavi, da smo jih sprejeli v tej skupščini, in tukaj pravzaprav mi čutimo kot predstavniki upokojencev neko odgovornost, ker smo očitno glasovali za neko spremembo, za katero nismo natančno vedeli, kakšne posledice ima. A smo bili zavedeni ali napačno razumljeni, to je zdaj vprašanje in to bi zdaj mi radi tudi razčistili. Ker zdaj mi nismo tisti, ki bomo zdaj spraševali stroko, pa ne vem koga, kaj, kako in kaj. Mislim, da je zavarovalnica dolžna nam to pojasniti, kako je vse to potekalo in če so naredili vse ukrepe, da bi zavarovali pravice in pa seveda zdravje teh ljudi. Seveda sedaj vaši člani vam nekako učitajo, zakaj ste to sprejeli. Tako. In kakšen imate vtis, kako se bo to razrešilo?
Ja, jaz upam, da bojo nam to pojasnili oziroma da bo iz tega pač izšlo tudi to, da bodo se mogoče v zavarovalnici tudi zavedli, da nekateri postopki niso bili pravilno izpeljani in bodo to popravili. Jaz mislim, da tukaj je gotovo je pripravljenost. ena pomanjkljivost, ki jo bo mogla zavarovalnica odpraviti in to je ta komunikacija s stroko.